Imam rad našo vlado, ljubim, seveda veliko delajo, sam ne delajo prav. To se pravi, postali smo človek kot podatek na dveh nogah, torej se pravi Slovenca več ni, mi smo podatki na dveh nogah, ki živimo v podatkovni nepremičnini zaradi digitalne transformacije. Delajo v lastnem interesu globalistov, a ne v interesu naroda, in to je zelo moteče, torej to zelo boli. Tako da ura je 19, zdaj zbrali se nas je, kolikor se nas je zbralo. Vsem želim na to čudovito soboto, ki ste si vzeli čas, vam najprej iskreno čestitam in se vam srčno zahvalim, bom rekel, za vaš pogum, oziroma za vaš čas in da veste, da se te stvari, informacije danes tudi težko dobijo. Če pa se že dobijo, so pa v glavnem vse napačne, tako kot reče država, misdirection oziroma napačna usmeritev, tako kot so na TV rekli, da pritožba ni možna, zdaj je Info Maribor danes izdal članek, mi je nekdo poslal, pritožba ni možna, to kar časopis napišejo, odredbo, uredbo, državno zgleda, ko je en odlog, časopisni članek, ja, na TV so rekli, da se ni možno pritožiti. To je, gledajte, tako imenovan mind controlling, ne? Vi morate se zavedati, da vsako pismo, ko od države pride, mora priti najprej priporočeno, da se država prepriča, da ste vi to dobili, zdaj ste dobili nekaj od Gursa, kar po navadni pošti. Kje pa ima Gurs zdaj potrdilo, da ste vi to res dobili, da vi tam živite in da ste to potrdili? Ni tega potrdila, ne? Ampak oni so to poslali, tam so naredili kljubico in to je zdaj njihovo, če se vi ne oglasite. Kaj je potem še naslednji problem? Naslednji problem je seveda, kako so do vaših podatkov prišli, ki nimajo od vas pisnega dovoljenja, privoljenja, da vam sploh lahko kaj pošiljajo. Zakon o splošnem upravnem postopku natanko določa, da stranka da vlogo, država rešuje vlogo, ne more pa zdaj država vsem državljanom vloge pošiljati v obratni smeri. Kam smo pa mi prišli? 131. člen Kazenskega zakonika, kaj pravi? Enakopravnost v smislu posiljevanja vseh državljanov na enak način je prepovedana, zato ker ZUP pravi, da se vloge obravnavajo individualno. Vsak ima drugo nepremičnino, vsak ima drugo vrednost, vsak človek ima svoje moralne vrednote, svoje znanje, svojo vrednost in drug odnos do države in se zadeve rešujejo kako? Individualno, ne pa za vse enako. Dajmo vse zaprti, dajmo vse pobiti, dajmo vse cepiti, to je zdaj ta program. In to bomo nocoj obravnavali, kako to naredijo. Boste videli na koncu filmu človek, ki so mu migranti vzeli dom, ki so mu migranti vzeli delo, ki jih je mrzel, ki jih ni prenesel, so ga v par urah sprogramirali tako, da je za tega človeka bil pripravljen življenje dati in je to tudi storil. Tako da boste videli, kam mind control pripelje in danes bomo o tej stvari se naučili skozi to perspektivo gledati, kaj pravzaprav ti ljudje počnejo. Veste, stvar je tako enostavna, da si ne znate predstavljati. In zato, ker je tako enostavna, jo je tudi težko prepoznati. Ampak, gledajte, Mihajl vam bo povedal, vi pa boste s tem naredili, kar boste hoteli. Ne? Jaz več kot toliko ne morem, mene država ne plačuje, mene Soros ne plačuje, mene Bill Gates ne plačuje, mene plačuje duša. In če bom enemu človeku rešil dušo, ja, zdravo, Danica, prideš pozdraviti? Koga? Ja, tukaj naše. Čakaj, malo si nizka, ampak takole, no. Reči dober večer. Dober večer, vsi moji prijatelji. Milo, ne nasilo je moj moto. Bravo. Milo, ne nasilo. Držimo se. Milo, ne nasilo. Ja, kako lepo si to povedala. Torej, Gurs, če poslušate in zagotovo poslušate, glejte, vi to tako milo naredite, ne nasilo, ampak na koncu hočete vzeti. To je pač državni moto, ki ga Danica od vsega začetka uporablja. Milo, ne nasilo, ampak na koncu dosežeš na svoje. Ker ona koliko let si bila v državni službi?
Nisem bila toliko, celo življenje. Celo življenje, ni bila dovolj, ampak celo življenje. Tako da od nje se naučimo, kako država dejansko funkcionira. Ona je še, veste, ima vse to v sebi in mene večkrat opozori, Mihael, ne tako grobo, milo, tako lepo povej. Jaz pa rečem, tako je. Zdaj, če se milo prerekaš, nikamor ne prideš, treba je povedati bob, udariti po mizi, a ne? In reči, narobe se dela. Če zakon pravi tako, se držimo zakona vsi, ne pa samo ena stran. Torej, 208. srečanje Društva za srečno življenje Belis, dober večer, danes je sobota, 31. maj 2025. Z vami sem ta večer Mihael Belis, ki bom vodil nocojšnjo predstavitev in kaj je namen nocojšnjega današnjega 208. srečanja Društva za srečno življenje Belis. Upravni odbor društva je sprejel sklep za 31.5.2025 za danes, za današnje srečanje in sicer, da predstavimo kritike slovenskega sistema in slovenske družbe skozi vrsto objav iz našega Društva za srečno življenje, ki to opazimo, kar vidimo. In to srečanje se danes osredotoča na ključne teme, ki vključujejo razpravo o tem, ali sodišča izrekajo resnico ali le prazne fraze. O tem nam bo pogovoril več podpredsednik, o Jaresi, obtožbe nekdanjih in sedanjih vladajočih politikov o škodljivih ukrepih bomo obdelali. O tem bom več povedal jaz, in sicer o digitalizaciji za nadzor ter pomen iskrenosti. O tem bo govorila predsednica društva po zgledu Jezusa kot največji človek na svetu. Pomemben del je pa tudi seveda nocojšnja analiza dokumentarca Sacrifice oziroma žrtvovanje kot psihološkega eksperimenta za programiranje javnosti, žrtvovanju in poslušnosti. Zdaj, mi se moramo vsi žrtvovati, mi moramo se pravi vsi biti poslušni in če gor spošle, moramo biti vsi tiho, vsi pod mize in vsi svoje nepremičnine državi dati. In naša zasebnost mora postati javna, ker država postaja zasebna. In mi v državo nimamo več vpogleda, oni pa se pravi sliko se obrača in mi moramo biti tiho. Ok? Gre za eksperiment programiranja javnosti. Nas programirajo že 5 let Slovence. Mene je hotel enkrat en velik čarovnik na en trik navaditi, pa sem se mu zahvalil. Sem rekel, imam svojega, hvala lepa. Pa me ni mogel. In tudi država mi ne more, veste, naplahtati tako lahko. Imajo dobre finte, priznam. Ampak 6 let psihologije, 6 let prava, 15 let trikov, 3-krat evropski prvak v rokohitrskih spretnostih, v iluzijah, v mind controllingu. Veste, sem pred marsikom, ti ljudje, ki so na vladi, sploh ne razumejo, kaj počnejo, zato ker dobijo vse na mizo od vlagateljev. Nekdo, ki investira v našo državo, jim da potem skript in morajo tako delati. In slepo sprejemajo. V državnem zboru mogoče 2 poslanca razumeta, zakaj gre, ampak ne morata preglasovati. Rajš zapustita dvorano. Gre za posredno financiranje strani velikih institucionalnih vlagateljev, ki niso države in niso niti voljeni. In gledajte, na koncu tega filma, ki bo, bomo v bistvu lahko naredili en tak koncept, zakaj smo mi najprej, ko smo bili zaprti, mogli nezakonito delati od doma. To je bila prva finta, delo od doma. To je prvi korak k izgubi zasebnosti. Ko ste delali od doma, je ali država, ali šola, ali podjetje imelo v pogledu vaš dom. In zdaj to postaja normalno. Kamera, mikrofon, vaša zasebnost adijo, vse adijo, a ne? Gre za sistemsko zlorabo, vsi enako. Delo od doma brez dovoljenja. Če sem jaz hotel kdaj doma delati, sem mogel imeti dovoljenje, požarno varnost, ergonomijo dela, kaj sem mogel, računovodstvo, se prijaviti sem mogel, sosede sem mogel prositi. 5000 papirjev. Država pa svojo inštitucijo razširi v vaš dom, vi ste pa tiho. Vi ste programirani, vsi tisti, ki me poslušate in delate od doma.
Veste, kaj vam povem? Zadnjič je prišla ena gospa k meni, pa je rekla, ki dela na šoli, joj, kako fajn, ravnatelj me je prosil, da delamo doma, jaz se že kar veselim, sem rekel, ja, rekel ti je. Rekel, jaz sem slišal, ker mi je rekla, da ji je rekel, pa sem rekel, ja, pa ti je dal kakšen pisni papir, ti je dal odločbo, ja, to pa ne. Sem rekel, super, pol boš pa službo zgubila, ja, kako? Kako bom službo? Jaz sem rekel, nimaš pisnega dovoljenja oziroma pisne odločbe, nimaš papirja, da imaš v bistvu ti lahko delaš od doma in potem te ne bo v službo in ti bodo rekli, da si absent iz službe, da manjkaš, da nisi prišla v službo in te bodo odpustili. Na lep način se te bodo prekrasno in nimaš dokaza, da ti je to rekel, da si bila tam doma, da si delala od doma. Tako delajo z ljudmi danes in ljudje so tiho in ne vejo, kaj narediti in ostanejo brez službe. Ja? Glejte, dela se na 1000 področjih in zelo je boleče. No in preden nadaljujemo, bi vam rad seveda povedal, da se je naša zapisnikarica Teja izjemno potrudila. Teja, srčna hvala za zapisnik in vsi, ki ste ga uspeli pogledati. Danes, veste, se mi je zgodilo, da sem naredil vabilo in ne vem, neka motnja prišla, jaz sem mislil, da sem ga poslal in potem so prišli klici, zakaj ne vabila. Sem rekel, ja pa se sem ga poslal. Ko sem šel preverjati v sistem, sem videl, da sem pozabil klikniti gumb send in se vam vsem globoko opravičujem. Tako da to je bilo 5:05, nekako 5 minut pred 18 poslano vabilo, ste ga dobili, vem, da niste mogli vsega prebrati. Ampak ne glede na to vas vprašam, ali ima kdo kakšno pripombo, bi kdo debatiral o zapisniku, naj to pove sedaj. Tukaj v pisarni. Ok, hvala za pohvalo. Ja. Kaj pa na Zoomu? Ostali člani? V redu, nihče ne bi o tem debatiral, pomeni, da je zapisnik sprejet brez pripomb. Še enkrat, Teja, srčna hvala. Tudi ta zapisnik iz 24. maja 2025, seveda bomo postavili napisanega, jaz rečem tako, Teji z odliko, ker je res materija naj ostane čas zapisan malo več, kot samo alineje. In ugotavljamo, da je zapisnik iz našega 207. srečanja, rednega srečanja članov Društva za srečno življenje, sprejet brez pripomb. Torej, hvala lepa vsem prisotnim za to gesto in nadaljujemo s pregledom programa nocoj. Program srečanja Društva za srečno življenje Belis bom skušal predstaviti po točkah s povzetki in podnaslovi. Takoj za to predstavitvijo bo Egidi Selinšek, podpredsednik društva, povedal o resnici ali je resi. Res ni, resnica, res ni, ali je resa, ja, res je. Kaj je zdaj prav, ne? Razprava o uporabi jezika v pravu, o tem nam bo povedal, ali sodbe dejansko odražajo resnico ali prazno govorenje, ki služi oblasti namesto pravici. Vprašanje, ali sodišče izreka resnico ali utrjuje jare svoje prazne besede. V drugem oziroma v tretjem delu po Egidiju bomo naredili kratko pauzo, kratek premor in v tem delu bo tudi ena zvočna predstavitev za vse nas med pauzo, potem bom pa jaz skušal predstaviti eno zelo hudo stvar in zelo hud očitek, za katerega pa imam seveda dokaze, zato lahko o njem govorim. In sicer sledi, Janša je v COVID-19 ubijal ljudi s cepivi, Golob pa z rubežem premoženja za poplačilo milijard evrov, oba pa za digitalizacijo države in državljanov. To je stavek, ki je utemeljen in jaz imam 5 let dokazov shranjenih. Ne glede na to, kjerkoli so mi računalnike že pobrali, pa v društvu vse pobrali. Zadeve so arhivirane na več koncih, tako da dokazi ostajajo. Janša je poslal policiste in so nam vse pobrali, doma računalnike, mobitel in še niso nič vrnili, veste. Jaz po te računalnike, draga država, ne bom hodil, sami ste prišli, pokradili ste dobesedno kot tatovi po noči s policisti brez kape, se pravi, so bili kriminalci, sploh ni bila prava policija, brez ustreznega sodnega naloga s 6 naslovi, so prišli in so vse pobrali.
In hvala vsem, ki darujete, ki pomagate, da mi še lahko delamo. In hvala vam iskrena za to podporo, pomoč in zaupanje. To se pravi, naredil bom primerjavo med pristopi Janševe in Golobove vlade, vendar več o tem, ko bom na vrsti. V četrtem delu, se pravi, potem pride Iviljana, ki bo povedala spet čudovite besede, zakaj je Jezus največji človek. In v naslednjem delu o mentalnem programiranju svetovnega prebivalstva. To bo pa, veste, zelo zanimiva zadeva, intervju, ki je izšel ta teden v Ameriki, je eden najbolj gledanih intervjujev, in sicer Jason Christoff, ki je gost, pogovor o nadzoru uma in o tehnikah ponavljanja sporočil, za katere ne vemo. In to ponavljanje sporočil dajajo vedno ob isti glasbi. Se pravi, dajajo sporočilo, dajajo glasbo. In takrat, ko človek mora narediti, dajo pa samo glasbo. In ni komande, ampak človek ima v podzavesti, da je bilo to rečeno, sliši glasbo in to naredi svobodno. Svobodno se ne pritoži, svobodno sprejme, svobodno ne vem, kaj počne. In ljudje se grejo cepiti, se grejo testirati, dajo svoje življenje in zdravje za druge, za državo, zato ker so na TV tako rekli, zato ker je v časopisu en plačan novinar tole napisal. Ja? Krištof naj bi nakazal na obstoj skupine nad nivojem predsednika, nad nivojem držav, ki vodijo procese s finančnim vplivom in manipulacijo informacij. Predlog za obrambo pred nadzorom uma je najboljše zdravje za posameznika. To pomeni, človek, ki je zdrav, njega ne morejo manipulirati, zato ker ne rabi tablet, ne rabi pregledov, ne rabi nasvetov, ne rabi usmeritev in zdravo razmišlja in je v skladu z naravo. Zato imamo v društvu naravne zakone in matematično logiko. In pa seveda, tako kot Iviljana rada ponovi, brezpogojno ljubezen. Da tem ljudem, ki to počnejo, tako kot je Danica mene opozorila, povemo z ljubeznijo in z ljubečim pogledom v obraz, fantje, ne ga lomiti, zato ker vemo, kaj počnete. Ne? In na koncu še danes pogled dokumentarca, programiranje v živo, torej predlagam, da ta dokumentarec gledate z rezervo, ker bo zelo hud. Lahko se programira tudi vas, ker je narejen na dvojno programiranje, na človeka, ki je v filmu in tudi na človeka, ki to gleda. Se pravi, gre za double programming time. Ne? Celotni dokumentarc je bil posnet v živo in se ni vedelo, kakšen bo konec, kakšen bo zaključek, nepredviden. Se pravi, šlo je za eksperiment pranja možganov. In pravzaprav vzorec, ki so ga naredili na tem posamezniku, je postal patent za celo človeštvo. Če en človek to naredi, se pravi pod vplivom in pogoji enega človeka, potem prek medijev lahko naredi vse človeštvo. Samo razširite to enostavno zadevo in to so tudi naredili. Tehnika naj bi bila uporabljena in se še uporablja v dolgem covidu za doseganje njihove čudovite, lepo napisane agende 2030 in njenih vrhunskih ciljev, ki jih že vsi občutimo. Opozoril bi vas pred mojim zaključkom te predstavitve samo še na eno stvar. V vabilu, v pisnem vabilu, gledajte, pisno vabilo, če ste ga dobili po mailu, ok, drugače je na mojem Facebook profilu, je na našem Telegramu, objavil sem ga tudi na LinkedIn, ga najdete pod Belis Mihael in pa na mojem osebnem X profilu, prav tako so tudi linki, da lahko dostopate, v primeru, če niste dobili, samo kliknite in se vam bo vse to lepo odprl. Torej, notri v nadaljevanju našega programa je nekaj pisem, nekaj ugotovitev, tudi zvočnih posnetkov, tako da imate čez cel teden čas kaj prebrati, se informirati in takih stvari je v bistvu še 7 takšnih člankov. Članki pa so opozorilo in analiza tega dokumentarca, ki ga bomo nocoj gledali. Sem naredil jaz študijo in to študijo imate link v pismu. Odprite, se vam naloži PDF in predlagam, da si to preberete, ker so noter tudi rešitve napisane. In kako to počnejo. Po točko 2 sistemske kršitve in zloraba, kritika nezakonitega dela od doma za državne uslužbence,
To je pa zelo huda zadeva in ta zadeva, veste, je v celoti nezakonita. Danes, kar se počne v naši državi, ni samo čudno, ampak je dvakrat čudno. Ne? In poleg vsega neučinkovito, nepošteno odzivanje državnih organov na njihove zlorabe. Ko jim napišeš, kaj delajo narobe, ne odreagirajo, ali pa odreagirajo z molkom, ali pa odreagirajo z ponovnim istim pismom, na katerega si se pritožil in se delajo norca iz nas ljudi. Finančni motivi, gledajte, naj bi ustvarjali perverzne spodbude državnih uslužbencev in se s tem usmerjali v povečanje spora, nadzora in kazni nad ljudmi. O tem je Viktorija krasen govor imela, pa je Gidi je povedal svoje in vsi to občutimo. Pod točko 3 imate članek Pravna kritika in zloraba jezika, pojmi v pravu, fiktivne vročilnice, institucionalne eliminacije posameznika in tako naprej. Pod točko 4, finančna ureditev in zadolževanje države, sem jaz naredil posebno študijo v okviru društva, ki jo lahko poslušate, kako je ustava narejena za goljufanje proračuna. Pod točko 5 dalje imamo varstvo gotovine in digitalna kontrola. Torej, gledajte, če pogledamo, jaz bom zdaj kar direktno povedal. Radio A1 je Avdić, nekdanji policist. In on uporablja radio za reklamiranje svoje dobrodelne akcije. Se pravi, on si dela win-win. On je kot Rdeči križ in radio hkrati. Zbira enormna sredstva, berem čudovite stvari, kaj s tem počne, hkrati je pa radio. Zdaj, ali je radio ali dobrodelna organizacija, ni jasno, ker obojega nima registriranega. In tukaj je velik problem korupcije. Kam grejo milijoni, kje se to vrti, ali resnično pomaga ljudem, o tem je tudi ena taka razprava narejena. V zvezi z gotovino in v zvezi s tem, kdo je bil pobudnik, spet nekdanji policist, in povsod so policisti. In kohezijske sklade vodi tudi policist. To se pravi, mi smo v policijski državi, ki jo vodijo kriminalci, največje barabe. Brez morale, brez etike, brez meje. In ljudje na ta nasmešek njihov, na dobra dela nasedajo. Tako da ljudje, izvolite še naprej. Kar se tiče gotovine, Miro Cerar, komentator ustavnega prava, ker on ni ustavni pravnik in tudi nikoli ne bo, ker če bi takega ustavnega pravnika postavili na ustavno sodišče, ne vem, bi nas že ne bilo več. Glejte, ustava in zahteva, da se pravica zapiše v drugo poglavje človekove pravice. Če že govorimo o pravici do uporabe, zdaj po vseh časopisih, povsod pa piše samo vpis gotovine v ustavo, pravico pa spustijo. Zato, ker ljudje implicitno mislijo, aha, zdaj bomo imeli pravico, če je to v ustavi, je pa to naša pravica. Oni so jo pa napisali, veste kam? V gospodarska posla in socialna razmerja, kjer človekova pravica zgine, zbrisana je ni več. Ja, pinta olivo, ne, ampak ljudje so se navezali na policista, kako je on delal, kako je on priden, pa da bo to vpisano v ustavo. Kaj bo vpisano, kako bo vpisano, se pa nihče več ne vpraša. In tukaj je ta žalost. Ta čustvena navezava, ki nima z realnostjo in z materijo, ki se obravnava, nobene veze. In pa na koncu še 7. točka, splošna kritika stanja v državi, v Republiki Sloveniji. Nenormalnost je postala nova normalnost, to, kar so napovedali, kritika prazne retorike oblasti je na dnevnem redu, neučinkovitost v zdravstvu, v šolstvu, v sociali ter vloge medijev, v časopisih pa piše, kaj ta vlada dosega, kaj oni počnejo. Zdaj smo po United Nations celo prvi v izobraževanju posameznikov in državljanov v digitalnih zadevah. Mi smo prvi na svetu, ko nas digitalizirajo. Si morate misliti, kaj United Nations je to ugotovil. 2 milijonska država, prva v svetu, preberite si malo, sledite te stvari, a ne? To se pravi, postali smo človek kot podatek na 2 nogah, torej se pravi, Slovenca več ni, mi smo podatki na 2 nogah, ki živimo v podatkovni nepremičnini zaradi digitalne transformacije, ki je ne smemo, še enkrat ponavljam, ne smemo dopustiti, oni pišejo in programirajo, mi pa rečemo hvala lepa, gospodje. Po njihovi volji
To bo po naši volji in po naši pameti. Mi tukaj živimo in to je naše in tega ne damo.